Čau, folk! Z najno rubriko Nekaj uspehov uspešno nadaljujemo in danes bo to čist nekaj posebenega. Ja, tale epizoda bo pekoče dobra, zato ker so goste povabila najbolj vroč glasbeni par na sončni strani Alp. Zalo in Gašperja. In ta edicija ne bo vroča samo zaradi vprašanj samih, ampak tudi zaradi spremljevalnega programa. Tukaj imamo od najmanj pekoče do najbolj pekoče čili omake in probavali jih bomo s temi čevapitle. Tako, jaz bom govoril z Gašperjem, Maja bo govorila z Zalo in medtem, ko se bomo pogovarjali, bosta drugi par mogla iti ven, zato da bo pač ta par, ki je intervjujan, veliko bolj iskren. Točno to. Če nam bo pa malo preveč hudo, imamo pa tle limone, pa jogurt, pa mleko, pa vodo, tako da po moje bomo preživeli. Tako. Gremo! Lahko si vzameš svoj čevapčič. Tamle. Superca. Zdaj si kao najmanj, ne? Tako da tle moramo zdržati kot desa, ta prava. A boš ti pa ruleti, ker Kaj dam na krožnik? lahko tudi, koliko češ, si bomo kar gor, ker prej bo fertik. Lažje bo. Predstavil sem mi v 2 stavkih. Sem Gašper, sem zanjen fant, Ja. pač najraje delam glasbo. Najraje delaš glasbo. Kaj pa stvar, ki jo drugo najraje delaš? Poleg glasbe. Ja, to pa ni za pred kamere. Okay. Pa predstava vseh ljudi v muzičarjih je pač taka, da zlahka spijo do 9 dopoldne, ker so meni že špili po noč, ne? Ja. Pa pol imajo cel dopoldne fraje, pa malo zvežba, pa kje pa sanje, pa ga pa spet na špil. Kak je pa tvoj običajen delovni dan? Ko imava koncerte, je nekaj takega, kot si povedal, je dejansko moj najbolj prost dan ponedeljek, Ja. najbolj neprost pa sobota ali pa petek. Okay. Ko pa nimava toliko koncertov, pa se dejansko zbudim ob 9, tako nekdo z redno službo, pa delam do 5 in potem si vzamem prosto. Cool. Jaz bi tudi tako delal, veš. Zakaj si se pa začel ukvarjati z glasbo? Ali je bilo to zato, ker je Zala začela prva 5, pa sploh ni mogel nekaj špilati, ali je bilo obratno? Mislim, da ni ravno povezano to. Rad sem igral kitaro, Okay. pa v bistvu sem najprej igral harmoniko. Harmonike si Ja. igral? Oh my god. Ne vem, tako natural mi je bilo. Čeprav vmes sem full hejtal glasbo, ker sem bil tako, ker od tega ne morem pač nikoli kaj prav za res narediti in sem kar nehal igrati kitaro recimo za 1 leto. In evo te danes, ne? In ko smo glih pri drugem letu, smo zdaj pri drugi omakci. Tole je taka fina zgleda, okus, ki zažiga. Veš, varovalo imajo z razlogom. To dam nazaj. Kar ja. Zdaj pa bolj prosim, ko sta se spoznala, bi dala. To mi zdi kar zanimivo. Zgodba je bila to knjižnica, pa je ona čitala, pa si prišel, to je pa moja najljubša knjiga. Sem si bolj prebral verzi strani 14. Taka staromodna zgodba, Aha. pač napisal sem ji preko Instagrama, potem ko sem videl njene coverje, ker mi je bil pač ful všeč njen glas. Ja. In jaz sem si pač želel sodelovati z njo takrat. Aha. Potem pa sva se v bistvu dobila naslednji dan takoj, ampak v bistvu je bilo pozno zvečer. Pozno zvečer. Tako ob 10 in pol sva do 2 hangala, ker pol je Zala morala naprej v Rim, Ja. jaz pa v Prago in pol se kar nekaj časa nisva videla. Ampak sem siguren, da sva si oba dva bila zelo všeč že takoj. Ja, očitno, ne? Če do 2 hanga še kar fajn. Mm. Jaz ponad do 2 hangam s telefonom. No? Oj, Če bi bil še enkrat otrok, ne? Pa če bi si mogel zbrati en drug poklic, kaj bi naredil? po mojem bi bil tiskar. Ja? Zato imam tudi izobrazbo med drugim, Res? ampak mi ne pomaga preveč kaj dosti, če sem čisto Ja, iskren. CD bi lahko tiskal. Ali pa kaj. Lahko. Najbolj bi kak sito tiskal, pa kaj A takega. ja, okej. Zdaj pa povej, kdaj v življenju si bil na sebe najbolj ponosen? Ko so Valovi dobili prvih 10 ur ogledov dejansko in sem rekel mami, tako kaj, zdaj pa lahko umrem. Mama je pa si ga Ja. vesela. Kar moraš, ne, hecam se. Gremo zdaj na novo makcamino. Napaka. Jaz sem to dal Joj. na krožnik. Pametno, ja. Špajsi, bajsi. Če bo ta bajs res bajs, bomo zadovoljni.
Čin. Je pa dober bajci. Res je dober. Povej mi, 4 stvari, ko so ti šle pa najbolj na živce na Evroviziji. O, Marija. Ne, Laura, ampak lahko mi pišeš, kolikor hočeš. O, Laura. Najbolj na živce pa mi je verjetno šlo, da je bilo ful preveč vaj, pol novinarji so mi šli na živce, ker je bilo res ful preveč vsega 4 ure vsak dan. Istih vprašanj, by the way. Ja? Potem to, da so pač mediji vse napihnili, kar sva rekla. Ja. Pa da ni bilo osebnega prostora, to so bile že 4. Veš, če ni osebnega prostora, lahko rečeš ne. Ja. To so te 4, ko so ti šle najbolj na živce. Kaj pa ena, kot je bila pa najboljša na Evroviziji? Eno stvar. Falafel. Falafel. Takega falafla tu nimajo. Ne? A res? Je tam. A bi šel še enkrat na Evrovizijo? Ne, nikoli. Nikad više. To je bilo to. Kaka cimra je zala? Cimra. To je sta cimra, ne? Ja, Okay. mislim, itak sem na... Veš, kaj sem tak izraz, ne? Ker moja punca je cimra, ker tudi jaz moram pucati, potem pa rečem ne. Zala je ful čista cimra, imava ful čisto ponavadi. Jaz tudi rad posesam vsake toliko. Ja. Pa fajn mi je, ker pač se lahko z mojo cimro cartam in delam stvari. Ki drugače Tako da. cimro ne bi mogel, ne? Ja, po moji definiciji. Cimra, ne? Včasih jo moram malo priganjati, da gre ven, Ja, ker je tako, joj, zakaj sem skozi bolana, če... če sem skozi not. Basically. Zdaj bomo pa Robin Hoota. Čiveli. Ne vem, ali to zaradi treme, ali sem bil malo imun na to, da. Ja, Bomo jaz še tudi- to probala. Da ta je taka zelena, naravna zadeva. Bomo še to probala. Kaj ima predober, se ti držiš. Jaz sem da mislil zlomiti. To ne bo šlo. Jo, tam pa ful varovano. Jaz imam vedno najraje mehiško hrano. Mogoče se ova pa še oba dva zlomna. Jaz imam malo slab občutek, veš. Evo, ne? Vzel bom Laurotov čevap. Gaspar je moj čevap. To se bo zapisalo v zgodovino. Definitivno se bo zapisalo nekam. Dober, ne? Je to jalapeno. Se pravi, ti znaš svoje prihoče omakice. Kdo je bolj priden pri gospodinjskih opravilih? Jaz sem bolj priden. Pač v bistvu mi je tako malo meditativno počistiti kopalnico ali pa posesati in zaradi tega, pač... Pa se fajn počutiš pa, ne? Ja, Tam sem pa nekaj naredil. končno en dan sem Ja, veš, to mi je, naredil. takrat končno delam podatki pa spravim, zato se, oh my god, ta pa sploh nima vrtlarke. Spet smo pri Spicy Bajsju. To bo že okusno. 3 peperoni od 5. Zdaj ima tam nekaj na sredini. To pa je že bolje. Ja. Ta pa že ima malo žmah, ta po feferonu. A priporočaš nekaj? Povej mi, koliko pogosto Zalo je ta pašto? Na začetku sva ful jedla, zdaj pa že dolgo, ne? Ja? Zala zdaj hoče bolj take advanced jedi. Kot na primer. Sladki krompir. Sem sladki, to se pa kar snijem. Fancy jed. Bolj sem pa slanem, da jim ponovati, ampak ja. Pa zadnjič sva šampinjone jedla. Šampinjone. Šampinjon, narezane? Ja, šampinjone. Pa narezani so bili ali so z glavico? Na četrtine sva jih narezala. Povej mi 5 dobrih, pa da je slabe lastnosti Zale. 5 dobrih pa 2 slabi. Zdaj ni tle, ne, te spomnim, da imaš lahko govoriš. Sam bolj, ko bo to video videla. Bo traj, ne vem, da vece zaklenjen. Pač da je full hot in cute.
Kot omakice. No, omakice niso tako cute. Podobno hod. Da se zraven nje počutim tako boljša oseba, da ima ful dober stil, pa da se mi zdi, da pač zna ful fajn, pač da ima tak fajn način z ljudmi, če so ji všeč, ampak nočeš biti na njeni slabi strani, ker je kot led, nočeš imeti problemov. Aha, okej. Pa dve slabi. Ja, dve slabi, ja. Da je včasih tako obzirna do ljudi, da sebe da na stran, ja. Ja. Recimo, jaz to nisem, ne. Jaz mislim, da bo sam fajn okus imela, koliko sem imela do zdaj, pa ne bo. Nekaj čutim. Jaz to nekaj veselega v mojih ustih. Na odru, ne, med vama iskri ena taka ful posebna energija. Da bi rekel vroča ali pa pekoča energija, za moje oči. Ne, ful se čutijo iskrce. Hvala. Ampak pa je že A je že kdo kdaj zalotil, ko sta se pripravljala na nastop? Ja, ponavadi se tako pogledava, pa je tako, Oh my pa god. si dava ljubčka. Ja? To je tak bonding trenutek. To je Okay. neka rutina, za katero se nikoli nisva dogovorila, ampak Ampak je ampak prišla. je. Najbolj nerodna situacija, razen te, v lifeu. To pa jih je kar nekaj. Mogoče, ko smo imela prvič probleme z enimi ljudmi, s katerimi delava, ampak mogoče ni dobro, da imava z njimi probleme in pol smo mislili, da smo si vsi oprostili že in pol smo prišla na sestanek in je bilo tak boom, ono. Ko In your bombe. face. Ja. Zdaj pa lahko daš ti malo makice preko robu. Tam ima pa zdaj 8 od 10. Zdaj smo pa že na... Zdaj moramo biti fanti bolj pogumni, kao. To je samo risanka. Smo? Na zdravje. Jaz se bom poslužil malo malo mleka. Malo mleka, čin. No, naslednje vprašanje. Najbolj nerodna situacija na odru. Ena se zdaj. Ko se nama je začela predvajati napačna pesem, Ja? in oziroma kao pač neka elektronska, ki bi morala biti bolj akustična in je Zala bila tak, to pa ni tako vrelo, to je elektronika. Tako da ni vse elektronika, Ja. kar delava. Veš pa hustro igramo. In potem je meni bilo tako, okej, bom se bolj potrudil naslednjič. Ampak sva se navadila, da imava take trenutke pred. Ti se ne malo posral, ne? Ja, ti tudi. Jo. Hodil sem to pozoriti, da sem ga malo posral, ampak Ja. za koga si najbolj želiš, da bi prišel na fajn koncert? Razen tebe si želim še, da bi prišel tako. Fajn bi bilo Pahorja videti enkrat, da pride. Ja? Sem mislil, da bo po Euroviziji naju povabil v pisarno, Povej, gospod predsednik. ampak sva pa dobila lepo pismo od gospoda predsednika vlade. Aha. Ne. Ampak ni pa predsednik, dragi gospod predsednik. Ampak Ker oba vemo, dva da vabljena na gledate koncert. neki. Zala pa Gašper ima ta koncert pri vas v Palači. Enkrat. To je zdaj kar zmenim. Se vidimo. Tukaj... Ti je sino se odprl. Kera publika ti je najbolj in kera publika ti je najmanj ljuba? Najraje imava, ko ljudje niso preveč pijani. Tisto, ko so glih tako, da ful pojejo zraven, je fajn. Tisto, ko pa si začnejo peti vse najboljše za tem med koncertom, To ni več fajn. pa ni več tako fajn. Tako da v bistvu v gostilnah pa na teh manjših odrih zunaj pred gostilnami pa to načeloma ne marava teh špilov. Je pa še Vse ostalo je pa ful fajn.
Ja, je pa enkrat tudi nekdo se z nama pogovarjal in pač mi dva ful ne prepoznava tega, če je človek pijan ali ne, in pol je kar šel stran in bruhal, tako veliko grmal je. Ja, mislim, da se to zna zdaj zgodi. Zdaj smo between two ferns, bi mogoče jaz povračati ali not. Nam je hodil. Zdaj smo pa na 9 od 10. Kašper? Živijo. V redu, ja. A ti gre Zara kdaj na živce? Pač glede na to, da sva skozi skupaj, itak da si greva kdaj na živce. Ampak Ja, pa si povedal, da sam delata, da niko ništa, pa greš naprej. No? mi dva sva tisti tip osebe, ki se muči s tišino, ne. Aha, okej. Tako da ne letijo ravno krožniki po sobi, ali pa Ampak tudi tišina. nisva glasna, ampak sva pač Signali tiha. Ja, tako na njej je ful seksi, ko Zala ni več jezna na mene. In Pa vrata pa cute, ne se že tudi Ja. vse zdi. Ja. vse. Kaj si misliš o Segedinu? O cover komadu, ki je z tega youtuberja Maja Paloro Ja, uspešno izdala, ne tako dolgo nazaj. Kaj praviš, ti je bil všeč? dober cover je. Dober cover ti je bil, scenografija. Težko bi si želela boljšo parodijo, ne. Res? Ja. To je iskreno, jaz se moraš biti iskren, ker če to peče, težko. Težko, ne iskreno boži? Pač takrat sva se ravno navajala na to, da se pač vsi govorijo o naju. Ja. Ker takrat sva res bila na, pač, ko sva šla na pošto, pa sva pogledala na Random Review, sva najverjetneje bila na coverju. Ja. Um, Ja, pa ti je bilo kaj čuden. Tako, ko si pa šel, olej jaz, olej jaz. Potem, olej ti reče. hecno mi je, ko pač ti tabloidi skinejo sliko iz tvojega Instagrama. Ja, pa več ne vprašajo. Ne, pa pač v šoli so nas učili, ne, da pač mora slika biti take pa take resolucije, ampak očitno, če si znan, to ni več važno, ne. Ampak ja, dobro ste posneli. Ja, kdo vam je povedal za lokacijo? Ali ste to sami našli? Peljali smo se po cesti, kar je dol iskren. In gledamo tja, in gledamo po nemeti, počnemo zabavati. In gledamo in je bilo mislim, pa je to ista, Ja, ista, čisto. Oh my god, to je bil čisti konkreten zegen, od zegna. Jaz sem tam, ker je bil tisti mostiček, oziroma tista Ja. pot, čisti sijar, ki sem videl, pa uni 90, rekel, pa tole je isto človek. Možno že pogledati in bo dejansko isto. Tako produkcijsko sva si mislila, mi dva pač ful predoro ste naredili v primerjavi s tem, kako smo mi naredili. To smo zdaj res v čast jemnem. Samo je kompliment, dobil, no, to pa nisem počakal. Mislim, da me bo klev, ker ga opekočam. Ja, edino besedilo je malo wack. To je Maja pisano. Ampak je, To je Maja pisano. ampak je pač, Sploh ne vem, kje dobili idejo. nisem vedel, da je to tako popularna jed v Ne Sloveniji. se ni, sem jaz me hodil, da smo polarizirali, ne? A veš. Zdaj smo pa pri 100% pure naga. Res? Ja. Smrtna glava je. Smrtna gor. glava 10 od 10 in ker je pač ta zadnja, ne? Jaz malo bolj pogumen. Pokličite prosim. 1-3 ali 1-1-2. A naredim en selfie, da imamo za nažaro? Ali brez? Zdaj moram jaz, da ne bom zgledal manj moški, ne. Ne zgledati, pa pa. Joj, Tako sem. Aj, bom še jaz malo pomočil, daj. Plani za čez zimo. A bo tako enako stvarno čez zimo? Kaj pričakujemo spomlad? Ko rož se vidijo na razne. Oh my god. Ja, absolutno. Zdaj ob vsem tem padajočem listju postajava že primerno otožna, zato da lahko delava nova besedila in pesmi, ki pridejo januarja ven na vinilki. Kupite. Ja, se vinilke bo šteje, sej. In potem planirava še ful nadgraditi najin nastop z vizualijami, tako da v bistvu na tem delamo vsak dan, tudi danes. In namen je tudi jesti manj pekoče hrane, to je bilo kar hardcore. To je bilo res hardcore, ja. Kaj pa ti?
za čez zimo. Predvsem, da bom več pekoče hrane jedel. Zdaj mi lahko eno pikantno vprašanje postaviš. Oj. Mislim, da zdaj pa res lahko bruhava. Če boš, bomo zrihali eno vrečko, kaj jaz bom mogel. Kaj je zate taka situacija, da greš v tisti izolirani kavč tam zadaj in se izoliraš od sveta? Kaj bi za mene predstavlja taka situacija, kdaj bi se omaknil? Zdajle, recimo, bi se omaknil in bi na glas jokal, ker je le izolirani so. Oh my god, jaz sploh ne morem govoriti. Aj pa takrat, ko ne bi bilo rekel. Če sama res moram, mislim, da so bili. Zakaj? Kaj to naj bi res pomagalo? Če se je kdo na tale video priklopil pri tej minuti, bo rekel, oh, koliko čusten program sem imel. Ja, res. Ful je bilo lepo, Gašper, hvala, da si prišel. Prosim, ne me sovražiti. Predolg. Vse sva se v redu držala. Ja, jaz mislim, da sem šla v redu čez, tudi moški jokam. Prav. Čeprav ne bi radi, lepo se imejte. Dajte Gašperju 1 milijon lajkov, da je bil tako pogumen, kot sem jaz, bil neumen. Pa followajte Zala Gasper na Instagramu. Pa čakaj, kdaj si rekel, da pride nova Plateman, še to? Januarja. Januarja bomo poleg novega leta vsi uživali v novi plati. Pa ne biti toliko neumni, pa pojesti toliko pekočih mak s čim.